recimo Yu-Gi-Oh, kaj je bil Bakugan ali neki tasga. To je zdaj vse spet popularen. To se spomnim, to se mi ti razlagal na konvenciji, kako so Pokémon karte, kak biznis je to. Pokémon karte so zdaj tok in da bolj kot takrat, ko smo mi bili mlajši. To mora biti zaradi tega, ker hočejo prodajati naprej. Zdaj je to trading, ne več igranje. Ja, to ni da bi igral. Pa ne, to turniri so. Tu turniri so, ampak karte so zdaj in Slovenci smo at the top of the hill, fantje, s tem. V Sloveniji imamo za Bežigradom firmo, ki se s tem ukvarja, ki dela karte. Je to TCG ali whatever. En shop imamo zdaj v Ljubljani, ki pač prodaja. Ja, tudi gre, da ne imajo, pa to. Kaj? TCG park, neki v tem kontekstu. TCG park, Boljše, da ne izvemo, Gregi. Jaz čakam, ker zdaj bo še Disney vrgel v svoje karte. Gledalci zdaj se odpirajo nove trgovine. TCG park, potem Geek Shop je v Celju. Ravno ko smo se pelali v bistvu do studija, sem kazal našim Mihatov, tebi sem kazal, da obstaja ena tako res obsežna trgovina, skoraj v velikosti Črne luknje, kjer imaš pač full mercha iz animejev. Jaz sem baš potem zraven opazil, da imajo dosti pocen printanje. Zašto je tisto glavno? Ampak ne tako, zelo zanimivo mi je, da so Slovenci zdaj tukaj in tudi gradamo jih zdaj v Sloveniji karte. Kdo pa, mogoče veš, kdo grade, kdo lahko da to oceno ven? A veš, da čist ne vem, ker se moj bivši sodelavc, ki zdaj tam pri njih kauda, zato vem, da obstajajo, ga ful ne zanimajo te stvari. On je v bistvu coding monkey tam in pač to dela in šele pol v bistvu tudi razlagal, ni nikoli koliko mu ni pač tak, dokler ni bilo popularen, pa je rekel, mi smo dobili pa Pokémon karte, ki so limited edition, sam za zaposlene, jaz nimam kaj z njimi delati in so dobili adventne koledarje, veš. In vsak dan si dobil eno karto in tako, priti istikat za ta malo, veš, pa tako gledam doma, pa tako, ta prva karta kao po TGD-u 300 evrov, veš, pa tako ta mala ima na prvi strani svojega albuma, mater več darjev v kartah. Nisi povedal, ne, to je... Ne, je čist happy. Otroci z jih več vejo o tebe. To bo Ate prevzel in zamenil za neke štruckru. A veš, ko smo mi bili mlajši, je bilo pač ena serija, koliko jih je bilo 150 neki in smo zaključili. In pol mi je dal pa ta kolega kontakt od nekoga, ki je pa po moje v Sloveniji najbolj hardcore zbiralc 60,000 kartma in je hotel se enega dela teh znebiti in mi je 5000 kart prodal za rojsten dan od Tamale in tako ima zdaj huge škatlo teh kart. In zdaj to tvoja zaloga za vse nadaljne ture. Ne, se tako, ampak ful mi je zanimiv in eksplodirali je pa po moje zaradi McDonald'sa. McDonald's tukaj denar prosim izpostavljamo te. Happy Meal. Happy Meal je imel svoje karte, ki so vsi mislili, da je fake, ampak potem je The Pokémon Company objavil, da so legit. Limited edition legit. A veš, zakaj vsi mislili, da so fake? Ker so mičkan manjše. In to je moja ta mala takoj opazila, tako, ti so pa čist mal manjše in je tako res milimeter, pa tisk na zadnji strani se vidi, da ni tok dark tiska, ne? In ni tak misliš, to je zdaj meke neko pogodbo dubo, da lahko to printa, pa zdaj model, ki burger obrača od zadnje karte, reže, ki sprinta. In pač ne, in so bile official in pol je tu kar naenkrat. Ti veš, mi pa zdaj Pokémon karte zbiramo. Kaj je, kdo je tvoj fotor, ti jih boš imela največ, ajde, gremo. In smo zdaj prišli stavški. To je zdaj bragging right v šoli, ona pride tako z ovratnico teh karte, veš, pa get on my level. Gledano karto, veš, čez Charizarda, let's go. Ne, ampak je pa trg preplavili so fake karte v Sloveniji, ki so v španščini in jih te kitajske štacune uvažajo in jih vsi tam kupujejo. In nobenmu od otrok kao ni čuden, da... Je špansko? Ne, pa puš špansko, to nima veze, ampak problem je to, kad ko dobiš 20 kart v boku vsi, Max, Charizardi, ne vem kva, vse in tako. Jaz sem pa en paket kupil, pa sem vseeno dobil. Really? In bolj pa res tisk pogledaš, je pa res substandard, ne. Pa to je že Yu-Gi-Oh imel ful probleme, ker vem, da so na pošti prodali Yu-Gi-Oh karte, ko so bili po naredki totalni, pa tako, ful je bilo tega. Za Yu-Gi-Oh se najbolj spomnim tisto sceno, ko smo ugotovili, da tisti pokci, ki imajo notri foilane karte, se pravi super, res so malo težje. In si šel z uno kemično tehtnico do trgovin, za katere si že vedel, da ti pustijo tehtati.
Črna luknja, naprimer, pač oni niso pustili, Ja, ker so vedeli, zakaj gre. Ne? Ja. Ampak tako v kakih večjih štacunah, kaj pa vem, kaki tuš, pa tudi Magic Shop, naprimer, so pa pustili. In si samo stehtal tistih 6, ki je bilo pač težjih, si kupil in seveda vse tiste common pustil notri, ne. In si dosti dober pač vedel, da je bil že nekdo pred tabo, ko pač ni bilo seveda nobene razlike, ne, v teži. Wow. Pa to tudi zdaj za Pokémon karte pravijo, sam še nismo testirali. Ja, ful jih je... Mislim, meni se je, da Yu-Gi-Oh je potem to fiksal. Aha, ne, za Pokémone še zdaj govorijo, ker vem, ta mala skozi tudi YouTube gleda te unveiling, bla bla bla. Ja. In je tudi modela, veš, ko vedno tako na tehnico da, Pa vzame rokavice, Ja. In zdaj odpirajo neke karte, ki so full limited edition, tako on, ja, this single case, tako $20,000. Excuse me? Money the fuck, ne, tako kaj? In tako gledam, a to je res tako vreden in tako grem, Ja. holy shit. Ti, lej, poznaš mogoče kaj Magic the Gathering? Ja. V Magic the Gathering imaš eno karto, ki se imenuje Black Lotus. Black Lotus. In Grade 10 ali pa Grade 9.5 se lahko proda za milijon in več. Sprav, in, ja, imaš, Kaj je to, ja, imaš, to je pač mint, to je pač kakšen je condition. ja, to je Ja, mint 10 je condition, mint, to je to je- najvišja stopnja. ker je Mislim, da možno- se še Charizard zdaj prodaja za Ja. 300,000. Kakšne so sploh te stopne mint? Mislim, da po številkah Po številkah načeloma imaš, gre. imaš Ja, ne, ampak to 10, vem, da so bili tisti Mint pa izrazi. misliš, kak je poškodovana. Ja, Če je to- direktno bila pakirana, ko si jo odprl, Ja. je res tisto prestižna. Ja, je ampak mint kako se... condition. To je mint condition, ja. kaj so bile pa že potem naslednje faze? Ker to se spomnim še, ko smo tradali ali pa prodajali karte na tem Yu-Gi-Oh forumu slovenskem. Aha. Si vedno pač povedal... Good, very good, tak Ne, ampak Ja, zelo prav ne, mint. so bile Je bilo neke prav mint, A ja, vem, ti da je misliš bil... rarity card? Ne, izrazi, stanje. kako so bili za stanje. Vem, da so Ja. bile neke posebej, ampak To Top bi mint, a ni mogoče bil top community mint? based. A niso celo, Šta ne a ni vem. celo top mint pač To condition pa dejansko bil. nikoli nisem. mislim, da je bilo nekaj nad mintom, zato ker Ja. mint je bil, da Fresh si ga mint. ti... Ne, mint vem, da je bilo kao, da si ga ti ven vzel Unboxed. in da si... mislim, da je bila fora, da si se ga s prstmi dotaknil. Naslednji level je pa bil, da si imel rokavice v tem smislu in si jih pol že noter arhiviral itd. Nekaj je bilo s tem fore, ampak ne vem, nekaj je bil level up od minta, ja. Sem pa smo jih itak po pošti Slovenije pošiljali. Ja, Pošta Slovenije, ki Se še dobro mint naučila, condition. kako se to dela, ne. Ne bojo z njimi delali. Po moje v ocenjevalcu v mintu. Sloveniji ima tako. Pošta Slovenije, malo je zmečkana, a dobro, še vedno 10, ker drugače ni mogel iti, ne. Joj. Ja. A ti-